V Sloveniji imamo dve novi znamki, JQ in Omoda, sem pravilno izgovoril. Tako je. Naredil pa sem domačo nalogo in ugotovil, da ti dve znamki sodita pod kitajskega giganta Cheryja. Zakaj na tem avtomobilu torej preprosto ne piše Chery, ampak potrebujemo še dve novi znamki v tej poplavi? Tako je. Chery je odlučio u svojoj globalnoj strategiji zapravo prilagoditi strategiju tržištima, prvenstveno tržištu Europe. Chery kao brand prodaje se prvenstveno u Kini, dok Omoda i JQ kao zaseban brand su namijenjeni isključivo eksportnim tržištima. Čeprav ima skupina Chery za kitajske razmere že kar dolgo tradicijo, pa sem prepričan, da tudi skupine Chery v Sloveniji ne poznamo še dovolj. Kaj je pravzaprav to? Zakaj gre? Grupa Chery je najveći kineski izvoznik automobila zadnje 23 godine. Radi se o grupaciji koja je samo prošle godine izvezla preko 1.150.000 vozila. Taj izvoz je 30% veći od drugog i trećeg kineskog brenda. Stopa rasta u prošle godini bila 30%, stopa rasta godinu prije toga također 30%. Mislim da je ovo samo početak novog vala. Ne bih rekao samo kineskih brendova, radi se o nekom novom valu azijskih brendova u Europi. I imali smo prvi val kada su došli Hyundai, Kia i neke druge marke. Hyundai i Kia su tu uspjeli ostati. Ono s čim se danas susrećemo ovdje je zapravo puno veći broj kineskih brendova, ali i nekih drugih vijetnamskih brendova. Sigurno će biti zanimljivo vidjeti što nas očekuje u narednim godinama. Pri Omodi in JQ gre za to, da ponujamo premium Cheryjeve znamke in Omoda ponuja nek bolj urban videz klasičnega crossoverja. Pri JQ pa gre za nek bolj klasični SUV, bolj terenski videz. Dejansko gre več ali manj bolj za kozmetične razlike. Sama tehnologija in tehnika pod lupino vozil je praktično identična. Čigav je razvoj tukaj? Tukaj je razvoj dejansko iz grupacije Chery. Predvsem smo ponosni na super hibridni sistem nove generacije, ki nam omogoča izjemne domete vozil. Pri konkretno tem modelu JQ 7 SHS je skupni domet po WLTP standardu 1200 km. Predvsem po zaslugi velike baterije, velikega rezervoarja za gorivo? Predvsem po zaslugi nizke porabe. Rezervoar je dokaj normalnih dimenzij, 60-litrski in pa nekaj več kot 18 kW LFP baterija je vgrajena v ta avto. Z dosegom izključno na elektriko nekje 90 km in pa kombiniranim dosegom za elektriko in polnim rezervoarjem goriva do 1200 km. A sta to potem znamki samo hibridnih pogonov? Ne, ponujamo praktično vse načine pogona, kot je IC, klasični pogon z notranjim izgorevanjem, HEV kot klasični hibrid, nepriključni hibrid, PHEV kot priključni hibrid in BEV oziroma EV kot električna vozila. In to bo vse pri obeh znamkah na voljo v Sloveniji? Tako je. Kaj pa glede samih oblik avtomobilov, se pravi v Sloveniji lahko pričakujemo samo SUV-je? Tako je, čeprav Chery grupacija ponuja tudi limuzinske oblike vozil. Ampak lahko pa tudi pričakujemo znamko Chery v Sloveniji? Seveda, slej ko prej verjetno bo prisotna Chery grupacija tudi za samo znamko Chery tukaj. Kaj pa lahko dodatnega še tam pričakujemo? Pustimo se presenetiti za kasneje, ker še nismo tam. Torej, če sta to premijski znamki Cheryja, lahko potem pričakujemo cene na ravni Mercedesa, Audija, BMW-ja? Kljub temu, da je kvaliteta teh vozil na izredno visokem nivoju, od samih materialov v notranjosti do same kvalitete vozil, za katero tudi stoji sama grupacija s 7-letno garancijo, so cene povsem ljudske, tako da se vrtijo v rangu med 20 in 40 tisoč evri, kar je zelo ugodno za taka vozila. 20 do 40 tisoč evrov za bencinski oziroma električen avto? Za vse skupaj. Za vse skupaj govorimo. Tako. Kaj lahko pričakujejo slovenski kupci teh avtomobilov? Kje jih bodo servisirali? Kako je z nadomestnimi deli? Vsa vozila imajo 7-letno garancijo, tovarniško garancijo oziroma 150 tisoč km in pa baterijska vozila 8-letno garancijo na baterijo oziroma 160 tisoč km. Pri nas bo možno vozila do konca leta kupiti pri 4 prodajno-servisnih pooblaščencih, ki se bodo nahajali v Kopru, Ljubljani, Celju in Murski Soboti. Kar se tiče samih delov,
Izjemno pomembno je, da stranka v primeru, da pride do nevšečnosti, ne čaka zaradi pomanjkanja rezervnih delov. Tukaj nam pride izjemno prav, tukaj v Mirni peči, centralno skladišče Granda Automotiva, ki je izjemno dobro založeno z rezervnimi deli. V primeru, da se slučajno zgodi, da rezervnega dela ne bi bilo na zalogi, si lahko pomagamo z večjimi trgi, kot je Italija, Španija ali Poljska, katera imajo prav tako svoja skladišča izjemno dobro opremljena, kar pomeni, da je tak del tukaj pri nas v roku 24 ur. Če pride res do neke specifike, do nekega specifičnega dela, ki tudi tam ni v tistem trenutku na voljo, je možnost pošiljke z avionom direktno iz Kitajske, kar spet skrajša sam postopek. Čeprav razumem, je pa proizvodnja teh avtomobilov zaenkrat izključno na Kitajskem, ali so kakšni drugačni obeti? Trenutno vozila, katera so zdajle na voljo, so zaenkrat narejena še na Kitajskem. Je pa Chery že lastnik tovarne v Barceloni, bivše Nissanove tovarne, kjer že poteka proizvodnja določenih modelov, kasneje tudi omoda Jayco, predvsem električnih, da se izognemo dodatnim carinam oziroma tarifam. Pogajamo pa se že kot grupacija, Chery grupacija, za nakup 2 Volkswagenovih tovarn v Nemčiji. Ni pa kakšnih indicov, da bi se kaj bolj intenzivno oziroma obsežno dogajalo v Sloveniji? Zaenkrat teh indicov še ni, lahko pa, da se bo tudi kaj na tem področju zgodilo. Pustimo se presenetiti. Ok, tam pa se je oglasil namig, da Chery ni samo proizvajalec avtomobilov, a drži? Tako je. Osim automobila, Chery ulaže i veliki dio svojih sredstava u razvoje patenata. Do sad je prijavljeno preko 15.000 različitih patenata. Osim automotive industrije i patenata vezanih za tehnologiju motora, plug-in hibrida i električnih baterija, ulaže se znatna sredstva i u robotiku. Aha, tudi tačko v bistvu lahko da. Pride. A ima ta robokuža za lastnika kakšno uporabno vrednost ali je samo igračka? Ovdje se možda radi o nekom ekstremnom primjeru, uvijek mi kažu pa ne može pas zamijeniti pravog psa i slično. Nije to poanta o ovome, jer zapravo Chery želi pokazati u kojem smjeru ide zapravo razvoj tehnologije. Ovdje se ne radi o prototipu, ovdje se radi o proizvodu koji možete uredno kupiti u trgovinama i oni su postali dio svakodnevice u Kini. Možete ih vidjeti na kineskim ulicama kako dostavljaju pakete, koriste se kao last mile delivery i slično, a kod nas još uvijek služe ovako za zabavu. Se pravi, v prodajnem salonu Cheryja v Sloveniji bo tudi robot pozdravil stranko? U bližoj budućnosti ja bih rekao da će i to biti moguće, budući da su humanoid roboti od strane Cheryja već sastavni dio salona u Kini i zajedno sa psima dočekuju kupce diljem salona. Se pravi, tak kuža bo stražil dvorišče v slovenskih salonih? Tako je, evo.